Za povabilo. Jaz sama, v bistvu, čeprav sem arhitektka, se samo arhitekturo ne ukvarjam. Ko sem malo pomislila, ko me Maja povabila na to predavanje, da je v bistvu zdaj res že 20 let, ko sem se začela ukvarjati s tem vprašanjem slovenskega povojnega modernizma, da sama na tem presenečena in po 10 let, ker sem na to temo nekako tudi napisala doktorsko disertacijo, ki je bila pa delno vezana tudi na dnevnike, na 10 dnevnikov Edvarda Ravnikarja, ki jih je objavljal v polovici 20. stoletja. Jaz sama sem bolj humanist, hodila sem na gimnazijo v Poljani in moram reči, da čeprav danes živimo v nekem postindustrijskem času, je bilo pred 20 leti povsem drugače. Ne samo, da se o arhitekturi slovenskega povojnega modernizma na sami fakulteti ni predavalo, ampak tudi naša družba je bila drugačna. Danes praktično nimamo več industrije. Jaz se pa spomnim po enem najglobjih takih doživetij iz srednje šole, smo mogli v prvem letniku, se pravi Poljanci, humanisti, smo imeli 14-dnevno obvezno prakso v industrijskem objektu in sicer mi smo imeli v kartonažni tovarni, takrat je bila še kartonažna tovarna v Ljubljani, in smo mogli delati 14 dni za tekočim trakom. Tako da jaz verjamem, da današnji srednjošolci so pač prikrajšani za to izkušnjo. Meni je bilo takrat to res grozno. Tak šok, da si pač bil tam 8 ur in si delal za tekočim trakom, res isto stvar. 8 ur si delal isto stvar. In to je v bistvu ena najglobjih izkušenj iz tega najstniškega časa. Se me res močno dotaknila in tukaj nekako sem potem mogoče tudi našla neko povezavo z arhitektom Danilom Firstom. Vemo, da je on protagonist, celo pionir industrijske montažne gradnje pri nas. Vsako leto svojim študentom, to je nek izbirni predmet, ni v bistvu nek resen predmet, ampak je 30 ur in vsako leto študentom pokažem tudi film Modern Times, Charlie Chaplina, ne vem, če ga poznate, ampak on res izredno subtilno, ta fotografija je tudi v bistvu iz tega filma in on izredno humoren, subtilen način pokaže v bistvu so vse te posledice industrializacije na človeka, na to delo za tekočim trakom, na vpliv na psiho in tako naprej. Kot sem rekla, leta 1993 smo se skupino študentov dogovorili, da takrat je bil Ravnikar še živ, da bi si želeli slišati tudi nekaj iz njegovih ust. Zato smo organizirali na fakulteti v okviru Svobodne katedre predavanja. To je bila neka skupina študentov, Ira Zorko, Petra Čeferin, takrat sta bila zraven še Mika Dešman, pa Katarina Pirkmajer-Dešman. Pač bilo nas je 10-15 študentov, tale skica, profesor Ravnikar je takrat nastala. Se pravi, v bistvu je bila neka praznina, učili smo se recimo v 30 letih, prej tega je omenil, da je on pri profesorju Koželju pač obdeloval Šubica, o mednarodni arhitekturi, o naši povojni arhitekturi pa ne. Tako da jaz sem se pač takrat spopadla z vprašanjem, kaj za diplomo in sem se potem odločila, da bi delala ta 60. leta. In zelo zgodaj sem prišla v stik z enim citatom, ki me potem še spremljal leta in leta. Leta 1919 je Bruno Taut rekel, v našem času ne moramo biti ustvarjalci,
ampak iskalci in poznavalci. To so bila zgodnja leta 20. stoletja. Ne. Vse je bilo novo in arhitekti so v bistvu se mogli spopasti z novim načinom razmišljanja, z novimi materiali, z novimi odnosi v družbi, s hitrostjo, ne, tega prej ni bilo. Nekako sem jaz v bistvu tudi to svojo vlogo videla v bistvu v sami raziskavi. Zato sem tudi v bistvu v teh času 20 let napisala več kot 100 člankov objavljenih v slovenskih in tujih medijih na temo slovenskega povojnega modernizma. Leta 1994 po Ravnikarjevi smrti sem tudi na šoli organizirala predavanja s takrat še živečimi arhitekti, tudi z umetnostnimi zgodovinarji. Tukaj so te plakati, ki smo jih takrat, to je bilo tudi v okviru Svobodne katedre. Se pravi, to je prišlo strani študentov takrat. Pač želeli smo vsi izvedeti nekaj iz ust teh ljudi, ki so to arhitekturo ustvarjali. Večina je bila še živa in jaz zdaj danes nekako, to je bilo takrat res čisto spontano, danes bi nekako to označili kot medgeneracijski dialog in bi zato dobili nekaj evropska sredstva in tako naprej. Takrat nismo dobili ničesar. Ampak res pa je, da je bil ta pristen stik z arhitektom Firstom, tukaj vidite v bistvu te plakate, z Bracom Pušičem, Alešem Šarcem, Janezom Lajevicem, ne vem, tukaj mogoče arhitekt Lajev. Na Facebooku sem videla, da je potrdil, da bo prišel. To vam za prijatelj. Marjan Trpina, ne, Marjan Trpina je v bistvu res, da je bil še živ in je res, res fascinantno predavanje. Tudi ni bil tako znan kot arhitekt, ampak bolj kot organizator in pisec. Meta Kočevarjeva, Mirko Kazel, potem Peter Krečič je dvakrat predavanje o Plečniku, Pirkovičeva o sodobni arhitekturi oziroma povojni arhitekturi Maribora. Ona v bistvu pri nas bila prva, ki se je nekako ukvarjala s to povojno arhitekturo, pa tudi samim Ravnikarjem. Arhitekta Stanka Kristla smo vabili takrat in potem še večkrat, tako da Marjan Tašar se je učil na Likovni akademiji, Ivan Koc in Cveta za križaj, Savin Sever. To je bil v bistvu, to je bil nek začetek, tak čist spontan. In na podlagi tega sem jaz potem tudi naredila to svojo diplomsko nalogo leta 1995, ki je bila objavljena tudi v posebni številki revije AB. In jaz sem pač Maja razumela, da je to neka osebna refleksija na arhitekta. Pač ta prvi stik s Firstom je bil ta leta 1994, in že ta prvi vtis je bil izrazito pozitiven. On je bil v bistvu, on je rojen leta 1912 in je v bistvu bil kolega z Ravnikarjem in Stepino. Sam je rekel, da so bili majhen triumvirat in da so bili takrat v 30 letih tudi organizirani, da so oni recimo dobili komunistične letake po Trnovem in tako naprej, še za čas stane Jugoslavija. Ravnikar recimo tudi njihova poročna priča. Se pravi, od leta 1994 nekako sem bila potem z arhitektom Firstom, pa tudi z drugimi v nekako stalnem kontaktu. No, po tej diplomi sem nekako nihala naprej in sem pa najprej pisala magisterij na temo Ravnikarja, pač da bi delala monografijo o Ravnikarju. Kljub temu pa moram reči, da sem se zaljubila v to Firstovo šolo, osnovno šolo v Tržišču pri Kranju. Namreč ta šola mi je v prvem obisku, že takrat v zgodnjih 90-ih letih, predstavljala nek simbol teh modernih idej, o katerih je pisal tudi Ravnikar, recimo o arhitektu. V enem članku zelo lepo v bistvu naredi nek pregled razvoja slovenske arhitekture, to je bilo v priliki Plečnikovega rojstnega dneva, tudi Plečnikovega 70-letnice.
Piše, da je slovenska arhitektura mora prehoditi pot od Plečnikovega prožnega klasicizma prek trdnosti v socialnih rešitvah do sinteze človeškega s tehniko in naravo. In to je v bistvu to sintezo človeškega s tehniko in naravo je on nekako videl kot neko osnovni izziv svoje generacije. Prav ta šola se mi je zdela v bistvu idealizacija te Ravnikarjeve misli, sinteza človeškega s tehniko in naravo. Tako da od takrat naprej, pa predvsem zato, ker je bil First živ, sem se nekako odločila, da potem raziskujem njegovo delo, še vzam v svoj magisterij. To mogoče še povem, to je fotografija Janeza Kališnika. Tudi z njim sem prišla stiki takrat v zgodnjih 90-ih letih pri pisanju te diplomske naloge. In on je v bistvu največja faca od vseh teh ljudi, ki sem jih spoznala. In sem potem tudi leta 2003 skupaj z Marušo naredila eno monografijo s zelo majhnimi sredstvi. Ampak res, če ne bi bilo Janeza Kališnika, ne bi imeli danes takega odnosa do slovenskega aktualnega turizma, kot ga imamo. In recimo First je vedno primerjal, to je vedno rekel, ker ko sem delala razstavo Firstove arhitekture leta 2000 v Cankarjevem domu, je pa delo fotografije Miran Kambič. In First je vedno rekel, pa zakaj ni nobenega človeka na tej Kambičevi fotografiji? Tako vedno, to je preveč perfektno, to mora biti ljudje, arhitektura je za ljudi. Tako pač vedno imel neko kritiko, če ni bilo človeka. To se mi zdi, da tudi veliko njemu samo povega. No, zdaj ne vem, tukaj gor na razstavi se mi zdi res perfektna ta razstava, se mi zdi, da tudi načrte te šole, sam First je takrat redil, ne vem, če veste, to še povem, mogoče, on je skupaj z Ravnikarjem in Ivanškom ustanovil začetku 50 let revijo Arhitekt in potem so bili kaznovani za to, ker so to ustanovili, ker 50 leta so v bistvu še dovolj železna leta in je v bistvu minister Maček si je želel nekako, da bi gradbena stroka držala roko nad situacijo, ker je bil on sam gradbenik. Arhitekti so se pa nekako takrat začeli samo organizirati in so bili kaznovani. Pač Firsta so poslali v Bosno, kjer je naredil 2 do 3 izredno odmevna industrijska kompleksa, od Maglarje, Banja Luke, Drvarje, s celotnimi delovskimi naselji, šolami in tako naprej. Potem Ivanšek ne bi šel v Beograd, pa ga je potem First nekako ven zvlekel, no Ravnikar je bil takrat že profesor na šoli, tako da on je pa že v bistvu zaledje, ki ga je ščitil, da ni bil kaznovan. No, ampak on je rekel potem, ta šola je bila na tečaju leta 54, rekel, ja, to sem jaz na ene kartone narisal in dejansko tle gor so ti kartoni tle gor. Tako da sem bila prav vesela, ker sem to videla. Sem imel isti ponač. Delal Banja Luke, ne, to ristal. Zdaj smo jih na poslednji. Na vaši poslednji. No, super. No, skratka, to je moj magisterij, na zagovor je prišel tudi arhitekt First. To je vse malo več raztegno, a ne? Ecetlenji. Zdaj se tukaj je, tam da se ne povzeti. Skratka, jaz se pravičujem, jaz sem malo sem razumela tako kot osebna refleksija, tako da sem jaz pač to. Kako se razumela? Skratka, jaz sem imela takrat 2 let staro hčerko in 2 leti nisem spala, ker sva se dorile skozi in sem ta magisterij v bistvu, toh ne vem, kako sem ga naredila in kako sem zagovarjala. On je pač bil nekako, pač mi je rekel, da je skoraj zaspala nekaj dacija, no, največ ni bilo prav zanimivo. Skratka, takrat so bila v intenzivnem stiku, to je bilo leta 98, in so bila nekako skoraj v dnevnem stiku. Njegov arhiv je pa tako izgledal, on je živel na svojih vrstnih hišah, na Petričevi ulici, tukaj za Bežigradom, in imel svoj arhiv v garaži. In
Vem, da je bilo neko zelo vroče poletje, avgusta, sva tisto arhiv selekcionirala in sva izločila v kante tisto, kar ne bi bilo slabo. Na koncu je v kantah poštala tisto, kar je bilo dobro, tako da sem pol vlekla ven iz unih kant se smeti tiste prave arhivske materiale. Skratka, bilo je zelo zanimivo. No, in po zagovoru smo imeli sprejem v njegovem stanovanju. Jaz sem ga res večkrat tukaj. Poleg Firšta sem se ukvarjala tudi z arhitektom Arnautovičem, ki je tukaj sosed, tako da ti več bo povedal Andrej. Pač mogla otroka nisem imela kandidat, tako da so se skupaj hodili, tako da Hanna hčerka je poznala, je rekla, kjer je Firšt, je to, ki mi je dal jagode ali ribus? Tako da je vedela, da je eni jagode, en pa ribus. Tukaj mogoče je zanimivo ta njegov izrazita racionalizacija prostora, dobro vidna. To je glavno stopnišče v tej hiši, ki je leseno in ima v medetaži kopalnico in spalnico. To so te vrstne hiše. Severna fasada je v bistvu zidana. Stropovi so pa iz prednapetih opečnih nosilcev, ne betonskih, ampak opečnih, kar se mi zdi tudi zelo zanimivo in tudi sistem samega projekta je narejen po principu teh rimskih hipokaustov. No, ta južna fasada je pa absolutno montažna in zelo živih barv, rdeča, barumen. Eno leto pred tem natečajem, to je bil natečaj stanovanja za naše razmere. To je bilo vse jugoslovanski natečaj, ki je v bistvu za Slovenijo vodil Tepina in tam je Slovenija pokazala svoje zmožnosti in sposobnosti montažne gradnje in ta Firštov projekt je sicer bil še na drugo nagrado, ampak je edini, ki je bil takrat realiziran. Eno leto prej, no, je bilo v Arhitektu, je bilo objavljene vrstne hiše od Erskina zelo podobne. Tako da v bistvu ta vpliv Skandinavije pri generaciji teh arhitektov je v bistvu stalno viden. No, potem ta razstava leta 2000 v galeriji Cankarjevega doma. Zdaj, pač arhitekt Firšt je živ, se je to tudi živ te razstave. Naredili smo tudi en katalog. Se pravi, bilo pa tako, da to so bili čisto začetki, kako iz tistega arhiva, v bistvu pa tudi Firšta ni nihče poznal. In je bila dilema, kaj narediti, ne? In dela pa res toliko del, kot jih ima Firšt, ne vem, če jih ima kdo, ker v bistvu on je poznan tudi med kolegi in tudi minister Maček ga je cenil po izredno hitrem in učinkovitem delu. On je v bistvu v eni noči zrisal projekt za prvo montažno hišo. Pač on je bil res izredno med najbolj delovnimi takimi garaškimi arhitekti. To najbolj izbira iz tega, on je v bistvu pri 12 letih izgubil očeta. Oba starša sta bila učitelja in se je pač mogel zelo hitro nekako prilagajati in novim situacijam, tako da je res izrazito delalo. Ne vem, smo se kje mogoče tudi tega trenutno ne. Skratka, no, ko sem končala to razstavo leta 2000, sem predlagala arhitekta Firšta za to Plečnikovo medaljo za življenjsko delo in je potem tudi dobil in je tudi naprej v bistvu pri nas bilo nekaj več, so ljudje nekaj več vedeli o njemu. Prej pa v bistvu so bili to neki upokojenci, o katerih na fakulteti nihče ni govoril. No in pač ta medgeneracijski dialog se mi je zdel res tako obojestransko koristen in za njih in za No, s tem, da so bili oni takrat že upokojeni, v začetku 90-ih let, so bile pa tudi v bistvu te njihove stavbe, ki so ostale v 50-ih in 60-ih letih v zelo slabem stanju. Tako da sem se nekako potem, jaz sem tudi s tem na drug način spopadla in
sem kot doktorat opisala tudi to problematiko varovanja te arhitekture povojne. Tako da je en članek, ki je v bistvu temeljni, ključni, je šel v reviji AB leta 2000, v skrajšeni verziji, pa tudi potem v tej že umetni publikaciji evidence. Tukaj v bistvu je bilo to nekako novo, da sem hotela nekako skušala združiti ta razmišljanja do sedanje ovrednotenih in se dejansko se Jelka Pirkovič pa Fedja Košir sta v bistvu bila edina, ki sta se pri nas nekako začela s to problematiko že pred mano ukvarjati. In je v bistvu v tem članku tudi precej citiram. Te skice so pa od Kafke, v bistvu Kafka ni bil samo pisatelj, ampak je bil tudi risal in so se mi zdeli dosti taki v bistvu se počutila kot en Gregor tam, ker je bilo to v bistvu toliko enih nejasnih vprašanj, odgovorov, situacij, odnosov med ljudmi, kdo je kriv, zakaj je kriv, tako da v bistvu dosti brezizhodno stanje, ki je v bistvu še danes. Potem leta 2003 sva z Marušo Zorec skupaj izdali low-budget monografijo fotografu Janezu Kališniku, kjer je v bistvu tudi ta šola Danila Firsta objavljena, v bistvu je ena lepših fotografij. To valovanje strehe je v bistvu en ta prepoznavni znak Firstove arhitekture. Tukaj se je v bistvu s tem hribom zadej. Zanimivo je, da je First, v bistvu, on je po končani diplomi nekaj mesecev delal pri arhitektu na Vinšku. Vinška poznamo kot arhitekta brez koridorskega sistema šol. In ne vem, ali je v First kakšno verzijo do hodnika, ali je v bistvu to res vpliv na Vinška, ampak v vseh teh pogovorih, ki res ni bilo malo, je vedno v bistvu imel, ali je rekel, ja, sem bil pa nekega leta, ko Unité d'Habitation, da Le Corbusier še ni bil dokončan, sem bil tam in sem hodil po tistem dolgem, oskem, temnem hodniku in se počutil kot v rudniškem domu in rekel, da to je pa grozno, to pa res ni neka kvaliteta in vedno, če je bila kakšna šola, kakšen novno tečaj, kakšna nagrajena stvar v tistem času s hodnikom, ne rekel, vidite, tole ima pa hodnik, to je pa slabo. Tako da, to je v bistvu kombinacija paviljonskega sistema šole in brezkoridorskega sistema, tako da te šole dejansko imajo tudi hodnike, ampak so iz ene strani vsi osvetljevanje. Spravi, razredi imajo bojno osvetlitev iz ene strani in potem še osvetlitev iz druge strani. Stene so fleksibilne, enkrat se je zgodila tudi nesreča, da je v bistvu ta oddelek za nižjo stopno, ima te valovite strehe in enkrat je v bistvu ena ta pomična padla, pač tudi v bistvu samo okvir videla, ne. V bistvu je to v bistvu razred z odprto steno, tukaj je v bistvu že hodnik in svetloba prihaja v bistvu tudi iz tega druge strani. No, ta šola je nastala leta 1954 kot rezultat tega simpozija od stare k novi šoli. Takrat je bil First tudi ne samo, da je bil sorodnik ljudi arhitekt, ampak je bil tudi predsednik Društva slovenskih arhitektov in je bil med soorganizatorji tega izredno obilen človek, resnično tega dogodka in takrat se bil Alfreda Roda, on je bil takrat v špici, v svetovni špici pri moderni gradnji šol in Švicar drugače po rodu, tako da je v bistvu iz prve roke nekako slovenskem stroki in pa tudi tam so prišli tudi zdravniki na to predavanje in učitelji, tako da je v bistvu predstavil sodobne poglede na izobraževanje.
No, in potem je bil potem razpisan natečaj, na katerem je zmagala ta ad hoc, kot je First po meni razložil, narisana šola. To je v Bosni pač narisane te kartone in jih poslal na natečaj. No, kot sem rekla, jaz sem se v bistvu v svojem delu ukvarjala predvsem z razmišljanji. O tem, naredila sem več kot 15 pogovorov z arhitekti, kot Stankom Kristjom, z Nikom Kraljem, z Ilijo Arnautovičem o montažni gradnji, o pač o teh odnosih. Tako da v bistvu je bilo 20 let nekako to pisanje o tej arhitekturi nekako v bistvu mojega študija in delovanja. Takrat res dejansko, to je bila generacija, naša generacija je bila, ki smo se v bistvu samo izobraževali o tem. Takrat ni še nihče, danes ljudi se mi zdi bolj zainteresirani, če bi o postmodernizmu bilo kaj povedal, ker je to zdaj bolj in. Jaz ne vem, če že po 20 letih popišemo o tem, če je to še tako aktualno. Ampak ne vem, najbolj še. No, potem je bil tukaj en članek, tudi leta 2003, predstavljen v Moderni galeriji, ki se mi zdi tudi dosti ključen. Tam v bistvu nekako pišemo o tej generaciji, o prehodu te generacije slovenskega povojnega modernizma v postmodernizem. Takrat je v bistvu sta bila Ravnikar pa Mihevc, ki sta bila takrat nekako glavna arhitekta na fakulteti za arhitekturo, so jih silno upokojili in je v bistvu nastala na fakulteti ena praznina. Tako da, pač jaz ne vem, kako je bilo 85 leta, če mogoče bilo tudi, ker je takrat študiral. Skratka, jaz sem v začetku 90-ih študirala in takrat je bila situacija še vedno taka. Se pravi, arhitekte slovenskega postmodernizma so bolj zanimala 30 leta. Ta trdnost v tehniki in socialnih rešitvah, kot pa 60. In se mi zdi, da je dejansko ta generacija, to je pa doktorat, je tudi v skrajšeni obliki išel en članek v enem arhitektu, en članek v knjigi Maja Ivanič in Špela Kuhar, Sodobna arhitektura šol, ki pač razlaga ta koncept moderne šole. Tukaj pišem o tem, v bistvu, da me je zanimivo ravno to, da so te modernistični arhitekti, da so vsi klasično izobraženi arhitekti pri Plečniku, ki so se v svojih zgodnem obdobju šolali na večinoma avstro-ogrskih šolah z dolgimi ozkimi hodniki. In so, v bistvu, oni so nekako zasovražili to in so uvajali te nove principe. No, tukaj pa je članek v švedski reviji arhitektur, kjer se spet dotikam tega vpliva Švedske in pa pač tukaj spet ne moramo imeti Ivanška in pa Hirškove šole. No, v samem tem delovanju Dokumov Slovenija, to je v bistvu delovna skupina, to niti ni organizacija, ki ni financirana, in v bistvu čisto prostovoljno delo, vse delajo za ston, ampak smo v bistvu od leta 2004-2009 naredili 2 mednarodna simpozija in pa povabili 3 dosti ugledne predavatelje. Tako da, recimo sama se s tem, da na fakulteti predavam ta predmet, mi tudi nekako drugače zanima ta odnos do izobraževanja v sistemu moderne šole. Tako da sem leta 2008 sem sodelovala v neki mednarodni raziskavi na temo sodobne oziroma moderne šolske zgradbe v okviru Dokumov International in en tak povzetek je bil tudi objavljen v enem od teh Dokumov žurnalov. Se pravi, kaj prinašam, kaj je to moderna šola, fizično in kaj je modern način izobraževanja. Čisto konkretno, to, kar so povedali že v 50 letih, v bistvu najbolj enostavno, da se je prej podolgovata učilnica približala kvadratu. Zdaj je center vzgoja otrok.
in ne v bistvu tisti kateder, tisti učitelj. Se pravi, ta demokratična vzgoja, v bistvu to je bil ta povojni čas, ko so v bistvu tudi včerali arhitekti Tim Ten in pa v bistvu sami koncepti so bili na ta način narejeni. No, potem je bilo leta 2007, ob 100-letnici rojstva Edvarda Ravnikarja smo izdali eno tako brošurco, zloženko z vsemi Ravnikarjevimi deli in pa leta 2010 katalog in pregled arhitekture 20. stoletja. No, lani je bilo pa, se sporočujem za te slabe skene, ampak nekaj skene nam je zelo stržni, Se pravi, arhitekt Kršti Boron leta 1912, umrl pa je leta 2005, bil je že zelo star, ampak še vedno aktiven. On je v bistvu do zadnjega risal prizidek osnovne šole Stržišče in je bil v bistvu dokončan po njegovi smrti leta 2006 na izrazito moderni maniri. Boljše ne bi mogli biti, no, pač objel je to staro konstrukcijo, da so dobili še nekaj razredov razširitve za potrebe devetletke. Se pa končala. To bi mogoče sem še podarila, da je First v bistvu eden redkih slovenskih arhitektov, ki je nekako obvladal detajl prek Plečnikove šole, dejansko obvladal obrtniški detajl in je potem s tem znanjem se lahko pojavil in odigral pionirsko vlogo na področju industrijskega detajla v povojni Sloveniji in Jugoslaviji. Hvala.